Ekipa, se gremo tetovirat! Akcija! Au! Ko si to naredil? Živjo džungla, jaz sem lahko rečem, da že mojim tatu studijom od Jureta Pozneta, JP Tatu in gremo kar noter, da vidimo, če je že pripravljen na 2 nova tatuje. Jurček! Servus! Kjela? Dve si dobro skice odločila? Lik, right? O, top! Tako da... Ej, dejansko boljš, ko sem si zamislil, kam bi dala? Ja, zdaj jaz kak sem študiral, po moje najboljš, da ti prije napis tule prek. Torej nenormalno lepo, da ima tu. Tako. Kam pa drugega? Zdaj tega bi ti pa jaz dal na zunanje stran, ker za ženske, da bo lepo šla tule kompozicijsko noter. Pa mislim, da bo super. Daj, začnimo. Akcija. Odlično. Ej, kaj pa naprimer, ko se greš tetovirat, ne? Ne bom pil, hvala. Aja, jaz mislim, da je že takrat, ki ga ponudil. Kaj, rečemo, ni fajn početi en večer pred tatujem? Pit alkohola, definitivno. Aja, jaz sem počeli nekaj spil. Ne, v glavnem, kaj se zgodi, če se res orang naruhan prejšnji večer? Imunski sistem imaš podrt, kri imaš razrečeno z alkohola, se pravi... Najbrž tudi droge, ne? Bolj si... Komplet vse. Isto. Bolj si občutljiv in tudi posledično ti bolj teče kri, oziroma se ti koža bolj odpira. In zaradi tega se tudi dejansko tatu slabše teče. Tako da že tudi več kjer reče, ja, se pa zdaj bom že zdržal, ampak fora je, da se tudi na kvaliteti tatuja lahko zna pa. Pa tudi boli kao bolj? Definitivno. Ker si imel pa kdaj kakšnega, ki sicer ni prejšnji večer pretiraval, pa da je bilo res, da ni zdržal, da sta mogla prekiniti session, kako se reče. Večkrat se vrdi. Od bolečine? Ja, itak. Sicer ne za pri manjših, ampak večinoma pri večjih. Obstaja kakšni analgetiki, da jih lahko ponudiš stranke? Žavljenje je v bistvu vse, kar obstaja ilegalno, tako da žal ne smemo koristiti. Mislim, v Ameriki je dejansko velik stvari dovoljenih, ko jih normalno kupiš. Je pa tudi, mislim, iz mojega vidika definitivno obstajajo tudi tatu kreme, mislim, kreme, ki ti kao malo mrtvičijo kožo, ampak se mi zdi, da se dosti pozna na sami strukturi kože, če se ta krema uporablja in tudi slabši tatu. Ni tako fajn delati na tem. Glavno, jaz imam same dobre izkušnje kako ne rečem, z bolečino. Edin enkrat tule pri Juretu, ampak to je pa pač od mesta, ne, se je pa zataknil. Mislim, tudi sem jaz solzo spustil, celo vročino sem pasel tisti dan. Enkrat, to je tale tatu. Pač to je res občutljivo mesto in tale tatu je res bolel, vsi ostali pa okej. Tako da po mojem, če si izberete oziroma odločite za prvo tatu, dajte kako manj bolečo varianto, bo bolj za vse naprej. Ja si imel kakega frajera, ker prišel prvič all in? Ja, dejansko imam ful strank, ko v bistvu pridejo na prvi tatu, pa si dajo že res nekaj velikega. In kako zdržijo oziroma kakšno je počutje? Večinoma se super držijo. Res sem včasih kar šokiral. Okej, pa začnimo, ne? Na morje, če greš na sonce, če greš na bazenu, savno, kaj je priporočljivo in kaj ne? Ja, zdaj v bistvu uradno en mesec definitivno se odsvetuje neko sončenje. Bazeni
Jaz grem točno čez en mesec na morje, povej, bo problem. Idealno. 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 Super. Tako da klor pa sonce bi jaz rekel, da je najhujši. Tako da tega je fajn, da se malo izogiba, dokler so tetovaže frišne. Kako pa skrbimo, rečemo, za tatu, da res, da bo čez 40 let tako je danes? Zdaj jaz priporočam, da se redno maže. Tako pač ti tetover pove, ker se spet je odvisno čisto od vsakega tatuja. Je odvisno glede njega. Najbolj bi jaz rekel, da priporočam, da se ne sončiš pretirano, da ne koristiš veliko savn, pa notranjih bazenov, pa kakih solarjev. Glede tvojih cen, to je najbolj, da si pač sami napišete Juretu na Instagram, na mail in se pozanimate, kakšne so pa rečemo to cene v svetu? Krat koliko? Čisto odvisno. Tu je zdaj pol ful tak, no. Eni pač definitivno grejo v višave, eni ostanejo prizemljeni. Ampak je to čisto od vsakega tetoverja dejansko odvisno, koliko ima povpraševanja, pa koliko sam sebe ceni. Au! Kaj si to naredil? Tale je pa zabolela. V redu si, v redu. V redu, bom zdržal. Imaš kak viske, ne smemo piti točno. Kaj je zdaj, Janejček, se boš javil ali ne? Kaj zdaj? Kje si ti? A si se na žoko? Veš kaj ti lahko povem? Ti, pa Rok, pa Nikica ste ene navadne pusike. Jaz sem se šel pikat, le to. Ja, tu smo. Lej, pozdravi, Janej. Pozdravljen. Ja, žal. Lej, tole je nov tatujček, ena dio madam, pa nenormalno lepo. Jaz si bom dal kar vse moje komade tetovirati, le. Kaj pa mene? Kaj treba moj brat? Veš kaj, jaz si bom dal pa glede na to, da si zdaj oženen. A si že oženen? Ne še. Ne še. Ko se boste oženila, pa boste imela prvega otroka, vas bom dal vašo družinsko sliko, si jim dal čez cele prsi, v redu? Ej, to je posnet. Kje si pa ti? Kaj si v studiu, pa rejo vidim. Evo, kaj se dela? Dajte slišimo, 5 sekund pokaži. 5 sekund, ajde 5 sekund. Pa 3 sekunde, no. Ful te slabo slišimo. Čakaj, glede to. Glede to. Ena perkusivn element malo. Aha, to je hit, stari. V glavnem, jaz ti priporočam, da priješ v Plotnico, da priješ k JP Tattoo Juretu Poznetu, pa si kaj na nov tetoviraš, ne? Zmenjeno. Ej, fajn kompoziri in poaranžiri, jaz se grem pa nazaj pikat. Uživi, ajde, čao! Adios. Ej, lepo sem kaj, čao! Džungla, zdaj pa v komentar zapišite, če bi se tudi vi kdaj tetovirali, ali pa če mogoče že imate kakšen tatu, pa bi imeli novega. Jaz imam jih že po mami, je tudi po mojem blizu 25-30, ampak malo manjših kot Jure, seveda. Tako da zdaj počasi obe roki dobivate končno podobo. Torej, v komentar zapiši, kakšen ti je bil tale tattoo session, a bi šel ti, a bi imel ti tattoo, ali bi imel še kakšnega dodatnega in seveda ne pozabi subscribat, stisniti zvončka, no, tu gor si pogledaš en prejšnji video, tu je pa čista frišna. Lepo se imejte in akcija!